Pozdravljeni in dobrodošli. Avtizem je razvojna motnja, ki vpliva na način, kako človek razume svet, komunicira in vstopa v odnose. Govorimo o spektru, o drugačnem doživljanju sveta, o posebnih talentih, pa tudi o izzivih, s katerim se soočajo otroci, mladostniki in njihove družine. Kaj avtizem v resnici je? Zakaj ga danes pogosteje prepoznavamo? In kako lahko otroku pomagamo, da razvije svoje potenciale? Moja gostja je psihiatrinja, dr. Jerneja Maček, vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov Brezovica. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Zakaj govorimo pri avtizmu o spektru? Kaj to pomeni? Ja, zdaj mogoče, če najprej čisto pišem, kaj avtizem je. Avtizem je razvojno-nevrološka motnja, ki jo označujejo predvsem vedenjske posebnosti. Neke posebnosti na področju socializacije, komunikacije. Prisotno je bolj takšno, mi rečemo, rigidno vedenje, težave so predvsem na področju prilagajanja in pa tudi usmerjeni interesi. In seveda, vsaka od teh posebnosti primanjkljajev se lahko kaže na drugačen način, z različno stopnjo izražanja, in zato govorimo o dimenzionalni motnji. Ker lahko imamo posameznike, ki so zelo, bi rekla, na skrajnem robu, v eni in v drugi smeri. Lahko gre recimo za otroka, ki je neverbalen, ki ne govori, pač tudi duševno manj razvitostjo, to se pravi nižjimi kognitivnimi zmožnostmi, pa na drugi strani visokofunkcionalnega posameznika, ki lahko upravlja neko delo, je lahko akademsko zelo uspešen, za družino. Pa vse se skriva pod dežnikom avtizma. Kako starši opazijo pri svojem malčku, da bi lahko pri njem šlo za znake avtizma? Zdaj recimo takšno izostreno klinično oko bi lahko videlo neke posebnosti, neke primanjkljaje že zelo v zgodnem obdobju, recimo že tam pri 6 mesecih. Namreč manjka ta želja po vzpostavljanju odnosa. To se pravi, lahko je recimo očesni kontakt malo drugačen ali pa ga sploh ni. Lahko je manj gestikulacije, tega socialnega nasmeha. Včasih starši povejo, da so bili to takšni pridni, a ne v navednicah, nezahtevni otroci, ker niso od starša zahtevali povratnih informacij, to se pravi tega kontakta. Včasih vemo, ko imamo otroke, ki nas samo vidijo v hrbet, pa se že začnejo jokati. Ti otroci se lahko zadovoljijo, recimo tudi če opazujejo samo kakšne vzorce, predmeti so jim lahko bolj zanimivi kot človeški obrazi. Tako da to je recimo lahko res v tem zgodnem obdobju. Velikokrat starši povedo, da so imeli občutek, da otrok ne sliši, ker recimo tudi klic po imenu velikokrat zelo selektivno ne slišijo. Pa slišijo potem recimo helikopter, letalo, ki jih zanima. Potem lahko manjkajo te, mi rečemo, skupna vezana pozornost. Recimo otrok vidi nekaj zanimivega, kar mu je všeč, pokaže s prstkom, pa hkrati želi, da tudi mi to vidimo. To se pravi, išče očesni kontakt mame, očeta, da postane ta triada, to se pravi otrok, ta predmet in tudi starš, ker želi podeliti to veselje. Zdaj velikokrat so neki prvi znaki, da razvoj ni ustrezen, pomanjkanje prvih besed. Lahko gre tudi čisto na tem senzornem področju, težave pri prehranjevanju, lahko je že dojenje oteženo, lahko uvajanje goste hrane, tako da zelo različni so te mogoče neki prvi indici, ki starša lahko malo ustrašijo, oziroma starš potem se pogovori lahko tudi z zdravnikom, s pediatrom ob teh pregledih, ki so v tem zgodnem obdobju zelo pogosti, tudi zato, ker so otroci takrat cepljeni in redno prihajajo na te sistematične preglede. Kaj pa na primer, če se avtizem ne odkrije v otroški dobi, kako se potem izrazi pri odraslemu? Ja. Večinoma diagnoze postavljamo tam nekje po 3. letu starosti, je pa res, da pri teh, ko smo prej govorili, mi rečemo visokofunkcionalnih posameznikih, pa se pogosto motnja diagnosticira šele kasneje, tudi v začetku recimo osnovnošolskega izobraževanja, predvsem pa takrat, ko se te zahteve okolja tako povečajo, da jih posameznik z avtizmom več ne more dohajati. Zdaj, zanimivo je, da veliko staršev, ki pripelje otroka
otroke v naše obravnave, reče, sem bil jaz zelo podoben. Ampak takrat ni obstajala ta motnja oziroma ni bilo možnosti opraviti diagnostiko, a bi lahko zdaj se jaz poslužil tega, in gredo v diagnostiko, tudi v odraslem obdobju. So tudi študentje. Danes vemo, da je internet dostopen, ker nekako se dogaja, da se mladostniki precej že kar sami diagnosticirajo, ko prihajajo k nam v naše obravnave, ampak nekateri imajo prav, da so bili spregledani. Namreč moje mnenje je, da je tudi v strokovnih obravnavah, tudi v psihiatričnih, psiholoških obravnavah odraslih oseb velikokrat bi rekla, v spodnji pod vso to simptomatiko neprepoznana, neodkrita motnja avtističnega spektra. Kako živijo avtisti, kako doživljajo svet? Ja, med sabo se res zelo razlikujejo. Bi pa rekla, da je skupno neko drugačno dojemanje sveta. Velikokrat rečejo, da živijo na Marsu, ne na Zemlji. Predvsem zaradi tega, ker je tako razumevanje posameznikov z avtizmom samega sebe, razumevanje svojih čustev, prepoznavanje svojih čustev, prepoznavanje čustev drugih, prepoznavanje razmišljanja drugih ljudi lahko precej specifično. Zdaj, če pogledamo že sam avtizem, izhaja iz grške besede autos, kar pomeni jaz. In doživljanje, razumevanje razmišljanja drugega, to se pravi, da moje mnenje je moje mnenje, ni to nujno mnenje vseh, je nek proces, ki ga včasih intuitivno te posamezniki ne razumejo. Zato je zelo pomembno to učenje, socialnih veščin, da se čim bolj lahko vključujemo v družbo, in pa tudi razumevanje samega sebe, tako svojega razmišljanja, svojega čustvovanja in tudi poskušanja razumevanja, dojemanja sveta, perspektive drugih. Ta del je predvsem pri teh, ki so, bi rekla, z normalnimi kognitivnimi zmožnostmi izjemnega pomena. In tukaj gre za učenje. Ne gre za neko intuitivno ob odraščanju dojemanje sveta, ampak velikokrat je to dojemanje sveta zelo svojsko, kar prihaja potem seveda lahko v konflikte z drugimi ljudmi, tudi z sovrstniki, kar pa seveda dodatno lahko predstavlja določene težave. Kako vi lahko avtistom pomagate? Na kakšen način delate z njimi? Ja. Zdaj, ni ene oblike pomoči, ki ustreza vsem. Zato, ker povsem jasno že vsega, kar sva se pogovarjali, da so si med sabo tako različni, tako da je treba v bistvu zelo individualno se odločati, kaj, v katerem trenutku. Namreč med odraščanjem se tudi primanjkljaji različno kažejo in je tudi potreba po podpori različna. Zdaj, če recimo govorimo o nekem predšolskem otroku, je mogoče zelo pomembna je ta zgodna prepoznava. Predvsem zaradi tega, da sploh vemo, kaj so pri otroku tisti primanjkljaji, ki jih je treba pač pomagati nadomeščati oziroma jih presegati. In tukaj je izjemnega pomena edukacija staršev, da to starši vedo. Velikokrat imajo starši občutke krivde, kaj vse so narobe naredili. Ampak gre za prirojeno motnjo. To se pravi, glavna stvar je edukacija, da lahko starši pridobijo informacije, da imajo te informacije potem tudi vsi ostali, ki se z otrokom ukvarjajo, to se pravi v vrtcu, v šoli. In recimo tekom diagnostike moramo tudi prepoznati, kje so tisti deficiti. Lahko je recimo v začetnem obdobju logopedska obravnava tista, ki je zelo pomembna. Ne samo zato, da se otrok uči izgovarjati mogoče določene črke, tako kot je recimo mogoče pri teh bolj nevrotipičnih otrocih, ampak gre za vzpodbujanje komunikacije. Lahko je recimo na začetku delovno-terapevtska obravnava. Mogoče se na tem mestu dotakneva te senzorne preobčutljivosti, ki lahko tudi zelo omejuje funkcionalnost posameznika, pa hkrati lahko gre za neke minimalne prilagoditve okolja, ampak če ne razumemo, zakaj gre, ne moramo pomagati. To se pravi, lahko je to delovno-terapevtska obravnava. Zdaj, ko pa odraščajo otroci, predvsem mladostniki, pa velikokrat potrebujejo potem tudi psihološko podporo, nekateri tudi pedopsihiatrično. Je avtistom težko živeti v našem svetu?
Ja, zdaj naš svet postaja vedno manj, bi rekla, solidaren, vedno manj toleranten do drugačnosti. In to razumevanje, da vsak gleda na svet čez svoje oči, a ne? In da mogoče moje oči niso edine ta prave. In tako kot jaz vidim svet, mogoče ni edina možna pot. A ne? To se pravi, sprejemanje te drugačnosti je, jaz mislim, da prvi korak v pravo smer. In ena takšna spoštljiva radovednost, ker namreč jaz mislim, da je ta motnja obogatila naš svet, pa ne samo z drugačnostjo, ampak rešitve, ki jih te ljudje znajo poiskati, so lahko izjemno kreativne, zelo inovativne. In če lahko na nek način te svetove med sabo združimo, bomo naredili veliko, ne samo da rečemo za njih, ampak za našo socialno sredino. Velikokrat jim je težko živeti z nami. Velik problem je to, da je pomemben delež, bi rekla, da kar večina otrok v obdobju odraščanja podvržene maltretiranju, sovrstniškemu, bi rekla, kar bullyingu, ki pa žal velikokrat ostane neprepoznano. Tako da otroci so socialno velikokrat slabo vključeni, tudi v tem obdobju mladostništva, lahko neke vezi, ki so se, mogoče prijateljske vezi, ki so se vzdrževale še iz vrtca, začnejo rahlati. In to je eno takšno, bi rekla, zelo ranljivo obdobje, ki mi vidimo velikokrat poslabšano razpoloženje, lahko se tudi neka tesnobnost, ki je včasih kar del te klinične slike, pretirana neka zaskrbljenost, ojača tudi prav do izraženih duševnih motenj. Lahko pride do paničnih napadov, do neke separacijske anksioznosti. In je tukaj treba v tem obdobju biti kar precej, bi rekla, pozoren, spremljati otroka, se pogovarjati in mu nuditi pomoč. Omenili ste že, da lahko z avtizmom sovpade tesnoba, anksioznost, depresija. Je to kar nek sospremljevalec? Zelo pogosto. Vidimo, predvsem v tem, bi rekla, obdobju nastopa mladostništva, namreč kaj se zgodi v tem obdobju. Tudi če so se starši v tem obdobju otroštva trudili, nudili ustrezno podporo, tudi v šoli imajo otroci lahko, pridobijo odločbo, imajo prilagoditve, dodatno strokovno pomoč. Nekateri otroci potrebujejo še dodatne obravnave, recimo v zdravstvenih institucijah. Če tudi je recimo bila ta podpora res dobra, se v obdobju mladostništva obrne pomembnost v medvrstniške odnose, tudi pri posameznikih z avtizmom. In če tukaj ne dobijo nekih pozitivnih, bi rekla, izkušenj, se lahko to njihovo funkcioniranje tudi poslabša. Morda je že otrok, ki je bil precej samostojen, tudi dobro socialno vključen, postane socialno bolj izoliran, sploh če se zraven pojavi še to maltretiranje, ki je neprepoznano, se lahko dojemanje sveta povsem spremeni, lahko postane občutek, da so vsi proti meni, lahko postanejo tudi misli zelo nanašalne, zaskrbljujoče. Če gre za depresivni pomik razpoloženja, se lahko pojavijo tudi samomorilne ideacije. Tako da zelo pomemben je ta prostor za pogovor, nek stik, nek kanal, ki so ga morda že prej vzpostavili. To so lahko recimo seveda starši, tudi kakšni prijatelji, zelo pomembni so šolski strokovni delavci, da imajo z otrokom en tak odnos. Namreč otroci, mladostniki z avtizmom zelo začutijo, bolj kot verjamejo besedam, začutijo, ali je ta oseba vredna zaupanja. Ja. To pa temelji na našem vedenju, ne na naših besedah. In če imajo takšno vrsto podpore, potem tudi to mladostništvo lažje izpeljejo. Morda še en poudarek, ki se mi zdi res ključen v tem obdobju, je izbira srednješolskega programa. Vemo, da vsak otrok mora na tak ali drugačen način zaključiti osnovno šolo. Izbira srednješolskega programa pa je res pomembna. Namreč, če lahko povežemo te usmerjene interese, o katerih smo prej govorili, ki so res na tem področju so lahko res izjemni, zato ker je to nek interes, ki presega vse ostalo, in če lahko ta usmerjen interes
povežejo z izobraževanjem in potem tudi dolgoročno s poklicom, so lahko izjemno uspešni, a ne, in tudi posledično bolj funkcionalni, bolj samostojni in tudi bolj zadovoljni. Koliko odstotkov populacije pa predstavljajo avtisti? Zdaj, zadnje študije kaže nekje 1 od 31 otrok naj bi imel to motnjo, kar je nekje recimo 3%. To je res velik skok v primerjavi recimo 20-15 let nazaj. Zdaj seveda se pojavlja vprašanje, zakaj je to tako. Neka bi rekla konsens je, da gre v prvi vrsti za razširitev diagnostičnih kriterijev. Namreč pred leti, pred desetletji recimo smo v obravnavi dobivali bolj te tako imenovane nizkofunkcionalne posameznike. To se pravi otroke, ki so imeli pridružene recimo duševne manj razvitosti, ki so imeli tudi težave na tem govornem področju, ki so morda imeli več pridruženih telesnih tudi motenj. V zadnjem obdobju prihaja vedno večje število teh visokofunkcionalnih posameznikov, ki so vključeni v redne osnovnošolske programe, pa tam potrebujejo neke prilagoditve. Zdaj, po drugi strani gre za večjo ozaveščenost, a ne, tudi družbe, večjo dostopnost tudi do v bistvu možnosti diagnostičnih in pa terapevtskih obravnav. Se pa tudi družba kot taka spreminja. To se pravi, starejši smo, ko dobivamo otroke. To se pravi, tudi starost staršev je eden od dejavnikov tveganja. Po drugi strani je medicina tako napredovala, da se rojevajo otroci z zelo nizko gestacijsko starostjo, z zelo nizkimi porodnimi težami. To vemo, da je dejavnik tveganja. Pa okolje se spreminja, ne? Onesnaženost okolja se, ne bomo rekli, da okolje ni bilo morda celo bolj onesnaženo pred leti, ampak morda je način onesnaženosti oziroma mogoče je onesnaženost tudi v teh ruralnih okoljih večja, kot je bila včasih. V bistvu tega ne vemo čisto točno. Zdaj lahko so dejavniki tveganja tudi slaba recimo prehranjenost, imate recimo folna kislina zelo pomembna v tem zgodnjem obdobju in tako naprej. Skratka, dejavnikov tveganja je lahko več. Vemo pa, da gre za prepletanje. To se pravi tako genetike kot dejavnikov okolja. Ni en gen, tisti, ki je odgovoren, okrog 100 različnih alelov genov so našli, ki se med sabo prepletajo in višajo dejavnike tveganja za razvoj potem vedenjske motnje, ki jo lahko diagnosticiramo. Tako da gre za eno takšno prepletanje večjih različnih dejavnikov. Tako da najverjetneje vse to prispeva k večji prepoznavnosti motnje. Eden dejavnik, ki pa tudi poveča, je pa večja prepoznavnost deklet. To se je pa šele v zadnjem obdobju začelo pojavljati, da bolj znamo diagnosticirati avtizem tudi pri dekletih. Zakaj pa ga prej niste mogli tako dobro kot pri fantih? Manj so prihajale v obravnave, bi rekla, da so v bistvu se bolj skrivale za kakšnimi diagnozami anksioznih, depresivnih motenj, mogoče selektivnega mutizma. V zadnjem obdobju pa se to znanje širi. Namreč v čem je razlika? Simptomatika je malce drugačna, ne, med fanti in dekleti. Predvsem dekleta so bolj usmerjena v socialne odnose, bolj se družijo. Ne? Ko pa se bolj pogledajo, kakšne so kvalitete teh medvrstniških odnosov, pa se vidi, da je tukaj so neke specifike. Ne? Dekleta tudi znajo, govorimo o fenomenu maskiranja. To se pravi, lahko zamaskirajo svoje primanjkljaje in zavedajo okolico, da okolica ne poišče pomoči. Je pa res, da v zadnjem obdobju prihajajo v večjem številu, tudi mislim, da smo vsi bolj izobraženi, vsi smo bolj seznanjeni, da je avtizem tako raznolika v bistvu motnja in si vzamemo mogoče tudi več časa, da pridobimo več informacij in v bistvu na tak način lahko pomagamo tudi dekletom. Kako pa izgleda diagnosticiranje? Diagnoza je klinična. Diagnostika je klinična, kar pomeni, da nimamo nobenih nekih parametrov, to se pravi neke slikovne diagnostike, laboratorija, ki bi nam lahko pri tem pomagala, tako da gre za timsko diagnostično obravnavo. Je pa zelo pomembno, da je tim izkušen. To se pravi, da pozna samo motnjo in da vsak naredi svoj strokovni del.
Kako poteka recimo ta diagnostična obravnava, je prvo seveda pogovor z starši, a ne, pomembna je razvojna anamneza, potem seveda, da vidimo tudi otroka, a ne, zdaj odvisno od starosti otroka, kako ta pogovor poteka, potem pa se naredijo bolj usmerjene tudi klinični pregledi. Eden od njih je klinično-psihološki pregled, kjer se ocenjuje intelektualne zmožnosti. Zelo pomembna je ocena prilagoditvenih sposobnosti. Potem pa seveda gledamo v bistvu otrokova močna in pa šibka področja. Gledamo seveda tudi, na kak način se spopadajo z nekim stresom, a ne, kakšne oblike pomoči bi potrebovali na tem področju, potem tudi ocena govora, a ne, in pa potem senzorne preobčutljivosti, ta del je zelo pomemben, in pa seveda iskanje možnih komorbidnosti, tako telesnih kot tudi drugih duševnih motenj, ki so prej, bi rekla, kar pravilo kot izjema. To je potem verjetno kar nek dolgotrajen proces, to se ne zgodi v nekaj tednih. Ne, to si kar vzamemo čas, tudi za tega, ker enkrat damo diagnozo, je to pač doživljenjska diagnoza. Ja, zanimivo je, človek tako misli, da v teoriji ve dovolj o avtizmu, ne? Ko se pa srečaš z nekom, ki je avtist in preživiš nekaj časa z njim, tako, jaz sem bila resnično presenečena nad tem, kako se lahko vedajo. Predvsem me je presenetilo dejstvo, da tako prostodušno povedo, kaj si mislijo. In če nisi na to pripravljen, si kar šokiran. Pa sem razmišljala, pač to je tema, ki mene zanima, veliko sem o njej prebrala, kaj pa tisti, ki niso toliko prebrali, če sem bila že jaz tako presenečena, ne? Ni tako enostavno. Ja, zdaj o čemer govorite, je ta direktnost, a ne? Ja. Predvsem so zelo iskreni, Ja. a ne? In velikokrat zaradi tega pridejo v konflikt z okolico. In učenje belih laži, a ne, je eden od učenja socialnih, a ne, veščin. Namreč velikokrat se zapletejo z sovrstniki, ko povedo, kaj je kdo naredil, a ne, v šoli, čeprav jih ni nobeden vprašal, če vedo, a ne. In potem je vprašanje, zakaj bom pa lagal, če se je res to zgodilo. To se pravi, ta iskrenost je nekaj, kar je na nek način dragoceno, ampak v današnjem svetu lahko pa velik problem, a ne. Ko povejo učiteljci, da ji smrdi iz ust, a ne, je verjetno zelo težko, a ne, to sprejeti, brez da si vseeno malo prizadet, čeprav je verjetno res, a ne. Povejo učiteljci, da nima lepe frizure in tako naprej, a ne. Skratka, starše velikokrat spravijo v hudo stisko, a ne, ker delujejo nevzgojeni. Ja, razumem. Ampak tukaj gre za druge težave, a ne. Vse to. Razumevanje socialnega konteksta tega, kar si povedal, je zopet en del učenja. Ja, razumem. To se pravi, včasih kdo od teh mojih pacientov reče, veste, jaz bi mogel imeti en priročnik, a ne, kako delati s temi ljudmi, nevrotipičnimi, a ne. In to je res. Jaz moram reči, da sem se največ naučila od pacientov, ker pa še vedno me kdo preseneti. Imajo pa zelo veliko, bi rekla, močnih področij in od njih se lahko veliko tudi naučimo. Tudi kot družba, večinoma zelo radi živali, a ne, in so lahko na tem področju tudi zelo uspešni, pri delu, pri razumevanju, pri neki poglobitvi v neke, bi rekla, tudi analitične, logične procese. Tako da res to sprejemanje drugačnosti in razumevanje, pa ne za željo spremeniti. Ja, res. Je pa res, da se pa morajo tudi posamezniki z avtizmom naučiti živeti v skupini, v skupnosti, ker to se velikokrat pogovarjamo z starši. Tako, ko se starši prilagajajo malemu otroku, ne, se mu nihče več ne bo. Nikoli. In zavijanje v vato, ne, otroka, ker se nam smili, je res medvedja usluga. Koliko ga pa frustrirati, koliko ga na nek način porivati v določeni situaciji, je pa tudi umetnost, ker je včasih meja med tem, kar ne zmorejo, zelo
in kar zmorejo, zelo tanka in je vezana tudi na celostno počutje otroka. Lahko bo recimo danes to zmogel brez problema, pa bo že jutri to velika težava. Ne? Tako da predvsem tukaj se vidi in tudi na tem senzornem področju se vidi, kako polne baterije ima otroka, ne? Kaj vse zmore. Tukaj pa recimo lahko potem to obdobje mladostništva, te depresivni pomiki zelo zmanjšajo. Ne? Siceršno neko odpornost otroka, zato velikokrat so pridružene tudi kakšne druge telesne težave, recimo motnje spanja, ne? Tudi kakšne alergije. Ponavljajoče težave, recimo z želodcem, s prebavili, to je zelo pogosto vidimo pri otrocih, a ne, sploh preden je motnja sama prepoznana, a ne. Preden se mogoče potem otrokom malo prilagodi okolje, prilagodijo zahteve, pa včasih potem recimo te težave telesne se tudi malo umilijo, pa malo izvenijo. Opazila sem ne samo, da avtist da odgovor, ki je črn ali bel, ne, dejansko odgovori na vprašanje. Ne. Sem pa tudi opazila, da je zelo pomembno, da tudi jaz odgovorim na njegovo vprašanje tako. Ker s kakšno diplomacijo ali pa nikamor ne prideš presenečen, me je gledal, ko češ, kaj mi torej sporočaš. Ne? Je to kar, tako je bil kar izziv, ampak verjamem, da so tudi ljudje, ki so soočeni, drugi ljudje, ki so soočeni, da bi morali poznati neke posebnosti avtizma ali pa mogoče tega vedenja njihovega. Mogoče lahko strnete nekaj najpomembnejših značilnosti, da bi se znali tudi mi, ki smo potem lahko zelo okorni okoli ljudi, ki so resnično fantastični in predstavljajo, kot ste rekli, bogatijo in rišejo ta svet. Kako naj se vedemo? Ja, to branje med vrsticami jim ne gre. Ne? Zelo dobesedno razumejo stvari, tako da tudi jaz sem se mogla v svojih obravnavah kar naučiti, kako pristopati, da sem razumljena. Ne? Ker velikokrat sem imela občutek, da sem povedala direktno, pa še vedno nisem. In je prišlo do, bi rekla, tukaj do nekega mogoče ni bil ravno konflikt, ampak mogoče ne do tega učinka, ki sem si ga sama želela. Ne? In se strinjam z vami, da je to, tudi če imamo dobre namene, včasih ne znamo tega izpeljati. Ne? Ampak že samo zavedanje, kar se vi sprašujete, jaz mislim, da je za začetek dovolj, ne? Da preverimo, ne? Kako so nas razumeli, a smo bili razumljivi. Jaz mislim, da je to tisto, kar znajo tudi ceniti. In najbolj, kar meni povejo moji pacienti, najbolj so jezni, če nekdo nekaj obljubi, pa potem tega ne naredi. Ne? Velikokrat recimo se to dogaja v šoli, ne vem, učiteljica pove, da se bo nekaj zgodilo, pa se potem ne. In potem kar izgubijo neko željo iti zaupati neke stiske, ker se tako nič ne zgodi. Jih poslušajo, pa nobeden nič ne naredi. Ne? Velikokrat imajo občutke, da se jim dogaja krivica. Tukaj je zdaj seveda gledajo na situacijo čez svoje oči, to se pravi, včasih socialne situacije res po svoje vidijo, potrebujejo razlago, včasih v teoriji obvladajo določene, rešiti določene situacije, pa jih potem čustva čisto povozijo in ne zmorejo. Tle je tudi težava, bi rekla, slaba samopodoba, ker je toliko nekih negativnih izkušenj, začnejo dvomiti vase, sej mi nič ne bo uspelo, sej ne bo nič drugače. Tako da ta del je včasih kar zaskrbljujoč, ker nekako kar izgubijo upanje v ljudi. Jim terapije pri vas pomagajo, da lažje razumejo zunanji svet in tudi sebe? Učenje poteka seveda vsak dan, zato so v prvi vrsti izjemno pomembni starši. In to, da katerekoli terapije se izvajajo, da so starši z njimi seznanjeni, da se nekako da usmeritve staršem, kaj lahko doma z otrokom počnejo, ker teh obravnav je absolutno premalo, če se to potem ne utrjuje tudi v domačem okolju. Zdaj, kot smo se že prej pogovarjali, imajo možnost tudi učenja teh socialnih veščin v šolah,
Ta del je zelo pomemben, ker namreč frustracije lahko izhajajo iz šolskega okolja in če tak otrok pride v obravnave v neko zdravstveno institucijo in nam pove, za kakšno situacijo je šlo, mi vemo za to situacijo samo obarvano z njegovimi očmi. V šolah pa lažje objektivizirajo, kaj se v osnovi zgodilo in tudi povedo, če se tak otrok moti. To se pravi, če njegov pogled na to situacijo ni bil najbolj realen in se iz tega tudi lahko največ naučijo. Seveda pa, če gre za pridružene neke druge duševne motnje, se vključimo tudi in klinični psihologi in pedopsihiatri. Zelo pogosto gredo z roko v roki z avtizmom tudi motnje pozornosti, to se pravi ADHD. Lahko gre za specifične učne težave. Potem, kar sva že omenila, je za razne anksiozne motnje, depresivne motnje, tako da te pa seveda zdravimo potem pač v naših ambulantah. Kako pa pomagate družini, sorojencem? Ja, sorojenci, mislim, da na njih velikokrat pozabimo. To se mi zdi zelo pomembno, kar ste izpostavili. Namreč včasih kar nekako vsi skupaj pričakujemo, da brat, sestra otroka z avtizmom kar malo potrpi in razume stiske pač brata, sestre z avtizmom. In včasih je tudi za te sorojence zmanjka časa. Tako da tudi v naših obravnavah se poskušam za starši tudi o tem pogovoriti. Včasih povabim tudi kakšnega sorojenca, da imajo možnost povedati, da jih tudi njih jezi, da jim gre brat na živce. Da bi tudi oni radi neki delali po svoje, pa se bi jim to dovolilo. Tako da starše veliko spodbudim, da si vzamejo čas samo za tega sorojenca, da lahko ta sorojenec tudi potoži malo, pove, kaj se dogaja in predvsem, da se ga ne postavlja v vlogo starša. To se pravi, gre za drugačen odnos. Velikrat namreč čisto intuitivno poskrbijo za sorojence z avtizmom, ker čutijo, da gre za stisko, ampak ob tem lahko povsem presegajo neke svoje kapacitete in lahko tudi sebe spravljajo na nek način v neke čustvene stiske. Najlepša hvala za pogovor. Vse dobro vam želim, vse dobro tudi tistim ljudem, ki jih obravnavate. Ja, hvala za povabilo še enkrat. Z veseljem. Avtizem ni bolezen, temveč drugačen način doživljanja sveta, ki potrebuje razumevanje, zgodne prepoznavanje in podporo. Hvala, ker ste bili z nama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.